si že oče. O, ti si tukaj pa zavrtila, da lepo bo tudi. Telefon imamo ugasane, ne? Moj Triglav, moj dom, kako si krasan, kako me izvabljaš iz nizkih ravan. Po letni vročini na strme vrhi, da tam si spočije v samoti srci. Kjer potok izvira v skaloju hladan, oj Triglav, moj dom, kako si krasan. Oj Triglav, moj dom, oj Triglav, moj dom, oj Triglav, moj dom, kako si krasan, kako si krasan. Oj Triglav, moj dom, če tudi je svet, začaral čudi si mi večkrat pogled. Tujina smehljaje kazala mi kras, le na te sem mislil ljubiče vsak čas. O tebi sem sanjal sred svetlih dvoran, oj Triglav, moj dom, kako si krasan. Oj Triglav, moj dom, oj Triglav, moj dom, oj Triglav, moj dom, kako si krasan, kako si krasan. Prav lepo pozdravljeni, dragi prijatelji z vseh možnih zgodb, z vseh možnih vetrov. V prvi vrsti bi pozdravil predstavnike z Podrečji, ker je razstava nekako naslovljena Podrečja, draga vas domača. In pa seveda vse ostale iz službenega in tudi sicer domačega oziroma prijateljskega življenja. Ker nas čas nekoliko preganja, ob 9 namreč moramo zapustiti prostor, kjer se Mercator zapira. Parkirna hiša v 1569, če je kdo slučajno spodaj parkiral. Bomo, ne bom rekel pohiteli, ampak z enim takim tempom, pravim, bomo šli skozi zadevo, da bo vse pod streho, kar je zamišljeno. Ta razstava, ki jo vidite tu gor, je nastala v zadnjih 4 letih, se pravi na teh panojih, 16 panojev je, v vitrinah spodaj je pa življenjska pot od osnovne šole pa do danes nekako predstavljena. Nekako po tematskih sklopih bi rekel, tu so prizori iz domžalskega kamniškega konca, mogoče tudi tam dol na levi bolj, no, recimo groblje, potem na drugi strani Planina Kisovec, vrata pri Svetem Petru nad Svetim Primožem. Skratka, tematika je uglašena na bolj domač konc, ne manjka pa tudi drugih motivov. Na življenjski poti, če boste pogledali po vitrinah, gre zgodba od osnovne šole v srednjo šolo, v študentska leta in na koncu potem v nov začetek, v 2016. Tu bi nekako rad omenil
nekatere ljudi, ki so me spodbujali pri likovnem ustvarjanju. V zadnjem obdobju je bil to slikar Žiga Bratoš, ki je nekako ključno vplival name, no, da sem se opogumil, nekako akvarele dal tudi v javnost. V osnovni šoli je bila to učiteljica Nada Kralj, ki je žal nekako nisem našel, čeprav sem imel namen jo povabiti, bi mi bilo lepo. Moram pa reči, da v otroških letih moram omeniti tudi svoje starše, očeta in mamo, in deloma sta tudi one dva na razstavi, se pravi v tej vitrini tukaj, kjer so akvarelke, je namreč ena mapa, kjer piše spoštuj svoj trud. Ne. Jaz, ko sem bil majhen, sem pač risal in ti listi so ležali vse povsod in mama je to lepo zbrala v eno mapo in napisala spoštuj svoj trud mami. No in ta mapa je tudi zdaj tam na razstavi. Pa en majhen listek zraven, ki ga običajno vsak dobi od nas ob kakšni posebni priložnosti in mama še vedno tako malo riše, ker je roka že bolj trda, tako si malo pomaga. Ne. Je pa tudi oče na en način prisoten, ker v otroških letih sem gledal, kako riše, očeta pa kot strojni tehnik je načrtoval za profesionalno risarsko desko, za rotringom, in je tudi eno ravnilo iz te deske priloženo. Kombinacija teh dveh vplivov, bom rekel, se vidi na nekaterih akvarelih, predvsem kjer so stavbe, mogoče, če bi tam pogledali na levo stran, ruševine v arboretumu, kjer je neka zgradba, je kombinacija tega risarskega, slikarskega in pa ne rotringa, ker zdaj pa so druga peresa, ampak to je to. Bomo zdaj začeli s Triglavom, kot smo s pesmijo začeli, in bomo šli k tej sliki, kakšno povezavo imata te dve zadevi. Namreč, če greste sem gor na Šumberk, tu je ena taka razgledna ploščad, odkudar se 4 leta nazaj še ni bilo, je bila samo ena klopca, zdaj pa ploščad, odkudar se res čudovito panoramo vidi. Zdaj, ko ni listja, se vidi tudi proti Ljubljani pa Krimu in potem proti Triglavu in potem na sever je pa ta prizor. No. In nekaj časa nazaj, 2 meseca recimo približno, sem nekako dojel, v čem je privlačnost teh kamniških oziroma kamniškega sedla. Ne. Če gledamo Triglav, je celoten masiv z leve in desne in potem se skalna gmota dvigne v nebo in to impresionira. Pri kamniških je pa ravno obratno, je stalna gmota in se nebo spusti dol in se nekako pretoči v Kamniško Bistrico in tukaj pride do tistega, ki gleda. V povezavi s tem motivom je tu še koča na planini Osredek, ta koča dejansko je tu nekje gor, in pa potem na desni strani, to verjetno tudi prepoznate, je pa, če bi šli iz Podrečja v Kamniške planine, bi prišli sem, pa se okrog obrnili pri izviru reke Bistrice. Vsi ti motivi so na nek način povezani v planinski svet. To bom na hitro omenil dvoje. Torej, v letošnjem letu, oziroma lanskem letu je šlo, letos je bilo predstavljeno 600 let, oziroma pod Honškim hribom, zbornik. In v tem zborniku je bilo po tankosti obdelano to področje, ki ga tam vidimo, te vasi s Honškim hribom in okoliške vasi. Kdor pač zato še ne ve, predsednik društva je danes tukaj, ga lahko vprašate, Borut, kje si? Tam ne? Oba. Tako, aha. Oba sta, oba. Skratka, oba, ja, pardon, se opravičujem. Skratka, če kdo želi več zvedeti o tej zadevi, se lahko obrne na Boruta in Matjaža. Potem naslednja zadeva, v letošnjem letu je tudi bila predstavitev življenjskega dela dr. Antona Cevca v Zaprcah pri Kamniku. Njegovo življenjsko delo je bilo
raziskovanje tega planinskega sveta, ki ga mi vidimo, predvsem velike planine in pa tudi recimo področja tu gor. Ta slika je narejena tako, če diagonale potegnemo, je žarišče točno tukaj. Ne? Tisti, ki hodite na Kamniško sedlo, tukaj je kaj? Pastirci, se pravi pastirci, in tukaj je Tone, pa če kličem Tone, ker je bil moj tast, svojo ekipo odkril pač poseljen prostor, Lunčevino in ostale predmete. Skratka, tudi z tega stališča je ta svet zelo, zelo zanimiv. Potem so pa 4 podreški motivi, no? Zdaj počasi pridemo na podrečje. Neposredni podreški motivi pa so torej 3 leseni kozolci, ki dejansko še stojijo in služijo bolj ali manj svojemu namenu, nekako je to duša podrečje, potem ta tulipanovc na domačem vrtu. Čist na koncu tam so zimski motivi in tam je ena hiška, o kateri bom potem malo več povedal. No, posreden motiv je pa pač to Kamniško sedlo, ker je z tega hriba nad podrečjem to nekako krasno razvidno. Ne? Tam, kjer se čuje zgaja slavičkov sladka viža, tam poleg moja draga stoji domača hiša. Že slaba je in stara, gotovo prek 100 let, al meni je najdražja kot celi svet. Oboki so ji nizki in slamo je pokrita, v sadovnjaku gostem je skoraj cela skrita. A v mojem srcu večno tak jasno se veli, če tudi je uboga, od nje mi lepše ni. In tu je dobra mati, kmečka me rodila, in nauke mi zlate v srce je sadila. V hišici tej tekel miraje mladih let, a meni je najdražja kot celi svet. V hišici tej tekel miraje mladih let, a meni je najdražja kot celi svet. En starček je bil, je vince rad pil, kozaček je izpraznil, je drugega nalil. En starček je živel tam v vinskih gorah, tam doli na lepem dolinskem. Kaj pridno je držal kozaček v rokah, zahajal k prijateljem pivskim. Ko ura pride, ločitve je čas, on vzame kozaček in reče na glas:
Zdaj pridemo do naslova te razstave Podrečje, draga vas domača. Nekako se mi je zdel primerno, čeprav moram reči, da je bila ena hipna inspiracija dati tak naslov, kar nekako se mi misel pripeljala. Ampak bolj, ko sem potem razmišljal, kaj bi pravzaprav sploh povedal, bolj so se teme odpirale in na koncu je bilo gradiva toliko, da je bilo treba pravzaprav selekcijo narediti. Torej, uporabljam pedagoško, andragoško palčko za kazanje, ne? Tam je Šumberk, od enega jesena je to, grade. Torej, kakšna je zdaj povezava? Podrečje, draga vas domača in pa ta razstava. Če gremo na Podrečje od vzhoda do zahoda, ne? Skozi Podrečje, pridemo najprej kavarna Skandi, potem je gostilna Parjanoš in na koncu Elektro Podrečje in konc Podrečja, ne? Rekel, vse skup nič, ne? Ampak to Podrečje nekako ima v sebi kar nekaj posebnosti, recimo tudi skrivnosti. Naprimer, na južni strani je nekaj dni, ko je Rača tako vijugala, bil en tak otok in tam je stala furnirnica, fabrika, še zdaj stoji ta stavba, ampak ta furnirnica potem, ko je nehala delovati, je bila v celoti prenešena v tehniški muzej v Bistri. V Bistri na sredini je posebna hiša prav za to furnirnico. Ena posebnost. Potem imamo en sakralni objekt, to je kapelica Svete družine sred Podrečja. Potem imamo 3 reke, Mlišča, Rača, Bistrca. Ne? Samo na severni strani nimamo reke, drugače imamo vseh strani reke. Potem imamo 3 mostove, potem imamo 3 lesene kozovce, imamo 3 bencinske črpalke v radiusu 1 kilometra. Ampak v radiusu 1 kilometra se najde še kaj. Naprimer, dostop na avtocesto, skakalnica, pasja šola, nogometno igrišče, Mercator, knjižnica Domžale, Češminov park, Breza center, Lidl, avtocenter, lekarna, Mali Mercator, gostilna, gasilski dom, pristan, več barov, banka, Hofer, Silos, cvetličarna, konjereja, barve, Laki trgovina, to samo in na koncu Arkadija in še kaj bi se našlo. Med vsem tem pa polja, travniki in čudovit gost Šumberk in Tičnica. Dobesedno, če vzamemo te kozovce nekako za sredino, v radiusu 1 kilometra je vse to. Ena taka zelo nenavadna lokacija, popolnoma v naravi in hkrati z vso infrastrukturo v zaledju. Ime Podrečje. Na prvo žogo bi seveda rekli zelo logično. Področje je bilo pogosto pod reko in to je pač Podrečje. Rača in Bistrca sta delali svoje in to je Podrečje. To predstavo nekoliko zmotijo nekateri zgodovinski podatki, katere bi vam sedaj čisto na kratko rad predstavil. Torej, kaj imajo skupnega Podrečje oziroma Podrečje, kot je govorno, mi gremo na Podrečje in gremo s Podreč. Redko kdo reče Podrečje. Ne? Torej, Podrečje, Podreča na Sorškem polju, Padriče nad Trstom in priimek Podreka. Tu si pomagam z zbornikom Pod Honškim hribom in sicer v naslovu Arheološke najdbe v porečju Kamniške Bistrice Podrečje pri Viru, avtor dr. Janez Marolt. Odkrije prazgodovinske osnove tukaj. Sledove prazgodovinske naselbine uvrščamo v čas bronaste dobe. Prazgodovinska rimskodobna naselbina leži na severnem obrobju Ljubljanske kotline, na ravninskem polju, ki so ga že veliko prej izoblikovali nanosi Kamniške Bistrice. Antično naselbino lahko na podlagi geofizikalnih meritev predvidevamo zunaj izkopišča v smeri proti naselju Dob. Na podlagi izredno številnih drobnih najdb lončevine, kovinskih predmetov, novca, hišnega lepa, je lahko časovno predelimo v 3. ali 4. stoletje po našem štetju, torej po Kristusu. Vodja skopavanja je bila arheologinja Milena Horvat. Potem, v zborniku primorskih Slovencev, Jadranski koledar 1986,
Zasledimo članek. Sled oglejskega patriarha v krajevnem imenu Padriče. To je pač ta naselbina nad Trstom. Avtor Stanko Flego takole ugotavlja. Tako lahko ugotavljamo, da bi za Padričo v latinskem tekstu lahko iskali izvirno obliko v podrečju ali podrečju. Krajevno ime Podreča in Podrečje je razložil že Fran Ramovš leta 1936, ko je ugotavljal, da se je vulgarno romansko patriarka za latinsko patriarka v slovenščini prevzelo kot podreka. Dokaz, da ime podreka označuje oglejskega patriarha, obstaja v istarskem razvodu obsežni razmejitveni listini o goriških, oglejskih in beneških posestvih v Istri. Na Slovenskem poznamo dve vasi, Podrečo na Sorškem polju in Podrečje pri Domžalah, ki kažeta na lastnino oglejskega patriarha na teh območjih. Ti dve vasi se v srednjeveških virih omenjata tudi kot patriarhovi vasi. Patriarchsdorf v nemščini in Patriarchalis vila v latinščini. Tok samo za izhodišče, za občutek, da je pač ta skromna vasica že od pameti veka tukaj. Ne? Potem, zdaj smo nekaj iz prazgodovine, nekaj iz srednjega veka in zdaj gremo bolj v sodobno zgodovino. Torej zgodba 200 let. 200 let nazaj je bilo cirka 10 hiš na Podrečju in te hiše so večinoma tudi hranile listine. Ne? Na naši domačiji, jaz rečem domačija, ker je pač ni čisto na novo zadeva zastavljena, ampak ima pač svojo zgodbo, je na primer ohranjena tale listina. Ne? Dragi ženi. In letnica je 1911. Ko sta se poročila Marija in pa Boštjan Bremšak. Tu vzamem v roke pa še en drug dokument in pokažem ta prstan. Ta prstan je tudi iz 1911, iz stare domačije, kjer se je reklo pri mlinaru, ne? MB, to bi lahko bilo Marija Bremšak ali Marija in Boštjan, ali pa to mogoče Marijeta Bremšak. Skratka, iz teh hiše je ta prstan 1911. V relativno, recimo, eno tako mirno obdobje je posegla prva svetovna vojna in to je, recimo, originalen zemljevid očeta Boštjana, ki je bil na fronti, na vzhodni fronti, nekako zelo podobno na istih lokacijah, kot je zdaj. V tej družini se je zgodilo podobno, kot se v mnogih družinah. Oče je umrl, sin je umrl in zgodba je bila težka, dramatična, ampak mama je vse to zdržala, gospodarila, no in pravnukinja tega očeta Boštjana je pač z družino prišla na to področje nazaj. To je Monika, moja žena, jaz sem pa njen mož. Tako nekako ta zgodba. Kaj želim povedati s tem, da v vsaki generaciji staršev je pravzaprav na en način težko vzgajati. Ampak tako, ki je bilo pa tej generaciji staršev, ki so nekako pred prvo svetovno vojno ustvarjali družine, bilo težko, ekstremno težko, tako pa mislim, da se redko kdo lahko s tem, bom rekel, primerja. Kakšna volja, kakšna vztrajnost, vera, trma na koncu koncev je bila potrebna, da so ti ljudje vse to zdržali, in moški na frontah in žene, ženske doma. Dobro, naj bo o tem dovolj. Samo tako, za en vtis, a ne, iz teh zgodovinskih obdobij. Zdaj grem s palco, kjela čist dol na konc, poskusite ujeti. Tu je ena hiška sred Podrečji, Podrečje v zimi. Zdaj se zelo redko zgodi, da so zime take, da je sneg. Te zime nazaj je bilo, sneg zapade in meni je bilo tukaj všeč, da sem šel fotografiral. Križišče pa tisto hiško zraven pa naprej. In ni bilo par dni zatem, pridajo baharji in tisto hiško podrejo. A ne?
In meni se to zdelo tako fajn, da je bilo pač to treba kar naslikati. No, ampak zgodba spet. Iz te hiške je bil doma možakar, Anton Pirc, ki je bil na koncu zdravnik in on je napisal spomin na mojih prvih 18 let na Podrečju. On je bil z te hiše doma. Ne? In v tej bukvi je on opisal svojo mladost, to je bilo pred drugo svetovno vojno je bil on pač otrok. Samo za vtis, kako je recimo življenje enega otroka takrat potekalo, kako je naše potekalo, kako poteka življenje naših otrok, tole. Otroci smo se na Podrečju navadno zbirali na Mlinarjevem vrtu, se pravi tam, kjer smo mi zdaj, pri Plankovih ali pri Bolkovih. To je veljalo za pomlad in jesen. Poleti pa smo se kopali v bližnji Rači, navadno pri jezu nad Fabrko in pod mostom v bližini naše hiše in pa pri mostu pod Goltnerjevim hribom, ki so mu rekli tudi Tičnica. Kadar je bila Bistrica dovolj visoka, smo hodili tudi pod jez, kakšnih 300 metrov nižje od Virskega mostu. Rača je bila za kopanje pripravnejša. Tam so se manjši in večji tolmuni menjavali z malimi peščenimi sipinami in plitvinami. Plavati sem se naučil v Rači. Ne? Kakšna razlika, ne? Tolmuni, ribe, kopališče in tako naprej. Zdaj je to pač drugače. Potem tulipanov sem že omenil, no? Pač raste pri nas, recimo, če je tista hiška nekaj, kar je bilo in ni več, ne? Ni več, potem so kozolci nekaj, kar je iz preteklosti, pa še vedno je. Ampak ta večeren sonce pač jih tudi nekako obseva. No, potem je tulipanovc nekaj, kar zdaj raste sedlo, ta pogled na sedlo, recimo je pa nekaj, kar je perspektiva. In se vprašam, če jaz recimo zdaj za 100 let nazaj tako razmišljam z te točke, kaj bo nekdo, ki bo po 100 letih tam gor stal, kaj bo on gledal. A bo to recimo tako naselje še, bo to vse strnjeno, pozidano, bo to eno vele mesto, ali bo pač vse izsušeno, ker ne bo več vode. Ne? Pač samo ko se človek sprašuje, nič pesimistično, ampak take misli pač prihajajo. In zdaj, če bi so to zgodbo zaključil, če vzamemo Račo, reko kot eno prispodobo za dramatičen čas, ki teče skozi te naše vasi, skozi zgodbe naših družin. In če vzamemo Podrečje ne samo kot vas, ampak kot recimo eno prispodobo za eno širšo deželo okrog nas, v kateri živimo, kot domovino, bi za zaključek tega poglavja podreškega takole rad rekel. Podrečje je draga vas domača, naj ti mirno teče reka Rača. Jaz pa od sreče bi v svet obil, se še spominjaš nazaj, daleč je že tisti maj. 100 leta minula, vsa siva sva že, jaz pa spominjam se še, ko v mraku zrem vodo, vidim leta da teko, mladost je za nama, že bliža se noč. Bila sva mlada oba, ko preko mosta sva šla, zdaj pa drhteče mi stiskaš roko, vendar je obema lepo. Zdaj pa drhteče mi stiskaš roko, vendar je obema lepo.
Ružo moja crvena, neubrana ljubavi, ti si bolj jedina, suza moje mladosti. Recite joj da bez nje nestale su sve tajne ljubavi, sve tuge radosti. I da je volim još i ne mogu bez nje, bez ruže crvene. Recite joj da bez nje nestale su sve tajne ljubavi, sve tuge radosti. I da je volim još i ne mogu bez nje, bez ruže crvene. Prošlo je već godina, neubrana ljubavi, još si bolj jedina, uspomena mladosti. Recite joj da bez nje nestale su sve tajne ljubavi, sve tuge radosti. I da je volim još i ne mogu bez nje, bez ruže crvene. Recite joj da bez nje nestale su sve tajne ljubavi, sve tuge radosti. I da je volim još i ne mogu bez nje, bez ruže crvene. Bolj v zaključku pa še nekaj likovnih informacij, če smo že ravno na razstavi. Bi izpostavil nekaj akvarelov samo za zanimivost. Mogoče, če pogledate tam na levo, ko je tista svetla in samo ena pika noter, na vrh, je vidite. Ta akvarel, na primer, je dež naredil, dobesedno, ker sem ga dal na dež, papir, gor sem dal nekaj barve in dež je svoje delo. In na koncu sem samo piknil še eno rdečo piko. Ampak boljš ne bi mogel narediti recimo za ta naslov, kot je. Stvarjene svetlobe oziroma veliki pok. Dva izraza za isto zadevo. No, zraven spodaj je pa smejko na plaži. In si rečeš, vse je fajn, ampak kaj, če meni vsa ta vesoljska svetloba, jaz rabim sončka na plaži, oziroma smejkota v sebi in smejkota v odnosih. No, ona zgornja leva bi bila recimo bolj za moderno galerijo, ta spodnja bi bila bolj za narodno, če bi šel recimo z obema hkrati v Ljubljano, eno bi dal levo, drugo bi dal desno. Tako. Potem, no, ta je bila že itak prevečkrat izpostavljena. Še na to stran bi dve izpostavil. Mogoče vidite svetilnik tam, ki je morski, ta svetilni gor. To je res zanimivo, recimo s kakšnim akvarelom imaš ure, tako kar več ur dela in uspe, rata, si zadovoljen, ampak recimo pri enemu takemu pikcu, pokcu, majhnemu, pa točno veš, to je to, kaj si ga naredil. In zanimivo je tudi to, recimo ta je tudi vas v vodo bil pomočen in sem najprej en obraz hotel narediti, potem mi pa kar svetilnik pač se je pojavil tako kot podobno in ga namažem z barvo in popivnem ven svetlobo in kako dobro deluje tam nad Ankaranskim zalivom, to kar en prehod je, spod je Ankaranski zaliv in če bi šel naprej bi prišel do svetilnika na Palagruži, v to smer, In še zadnjo sliko bi izpostavil tista vrata, to so dejansko vrata pri Svetem Petru
nad Svetim Primožem, nad Kamnikom. Stara, kamnita, impresivna, lesena. Posebnost tega je bila svetloba, večerna svetloba, popoldanska v vrata. Ampak tukaj je nekako vrata pa niti ne da vhodu, kot da je svetloba iz notranje strani. Ker so to ravno vrata Svetega Petra, ne? Recimo, da so to nek prehod, prispodoba za en prehod v našem življenju. Bi pa zdaj nekako v en tak spomin, hvaležen spomin tudi vsem, ki so bili recimo 4 leta nazaj na razstavi na Homsu in jih zdaj več ni, in vseh drugih, ki ste jih v svojih družinah izgubili. V tem času bi prebral Kuntnerjevo pesem, ki jo je Mateja uvrstila v eno zbirko takih lepih tekstov ob taki priložnosti. In sicer: ni konec, ko pride tvoj zemeljski konec. Le vsakodnevno orodje pospraviš in se odpraviš k počitku. Po isti poti, koder odhajaš, nevidno prihajaš nazaj med svoje, ki jih ne nehaš ljubiti in živijo od tvoje ljubezni. In tvoja prisotnost je bolj prisotna kot kdajkoli prej, na vseh poteh, vseh rasteh, od korenin do vej. Rad bi se zahvalil knjižnici Domžale, posebej gospe Sonji Juriševič, ker so mi omogočili postaviti to razstavo tukaj. Moram reči, da je bila to ena moja skrita, tiha želja. Že dalj časa pa nekako nisem imel enega poguma, ali kako bi rekel, da nimam dovolj gradiva, da bi sem prišel. Zdaj se pa tako lepo vse poklopil, da enostavno to je zdaj tukaj. Potem bi se rad zahvalil Petar tebi in Ravbarjem, ker ste se ponovno odzvali na to pobudo in smo ustvarili spet en lep dogodek skupaj. Potem bi se rad zahvalil družini, posebej tebi Monika, si mi pomagala pri vsej pripravi, Klara tudi naredila vizitke, in fantom, ki bo zdaj še pomagali. Skratka, celi družini, ki ste zraven. In bi se rad zahvalil vsem, ki ste prišli, moram reči zelo različnih koncev, najdlje mislim, da sta Marjan pa Renata prišla z Vipavske. Živjo. Zdaj, ko bo končano po zadnji pesmi, vas vse povabim, da se nekoliko zadržite, si pogledate razstavo, malo podegustirate, kaj piknete. Moram pa povedati, da ob 9 je nekako zahteva, da smo zunaj prostora, ker se Mercator zapira. To mi je sicer malo žal, no, da tako pač je, zato sem tudi hitel, ste nekako zaznali, a ne, da je en tak tempo bil. Ampak 20 minut je vsem dovolj, da tudi to nekako še izpeljemo. Pa še kratka poslovna informacija, se pravi, razstava je prodajna, rezervacijo in podrobnosti lahko uredite z menoj, telefon in naslov, tu so pa se spodok vizitke. Pa knjiga vtisov, če se komu kakšna misel utrne. Vedno znova rabim zeleno naročje, ki je spleteno iz smrek in mahov. Tisočkrat vračam se v mislih domov. Vedno znova rabi iz sive tujine. V sanjah kot diček pobignil nazaj, tihi zeleni raj. Oj, gozdovi v mesečini,
Včasih vas dan zlati, včasih vas rok srebri, mesečini so spomini. Vedno ste v srcu z mano, vedno ste v snu z menoj. Vedno znova rabil zeleno naročje, ki je spleteno iz smrek in mahov. Tisočkrat vračam se v mislih domov. Vedno znova rabi iz sive tujine, v sanjah kot diček pobignil nazaj, tihi zeleni raj. Zdaj pa je tako. Zdaj, ko ste tako lepo zapojali, smo za vas prav en šlauf utegnili z Vipavske doline do sem. Tako da boste malček spili in malček pojeli. Kaj pravite na to? Lepo je bilo, lepo je bilo, šaldo lepo, šaldo lepo. Hej, greš ste že domov? Antija, ostanete še tle, ostanete še tle. Sej uklejti bečke, se uklejti bečke, polhnše, se uklejti bečke, polhnše, se uklejti bečke, polhnše, je polhnše. Je prevč, je prevč, je prevč, je prevč, tihle dobrot, tihle dobrot. Pej primo še en drugi, pej primo še en drugi, pej primo še en drugi, še en drugi bo. Kaj pej, ni buh. Pej, pite, pite, vzemte dol, ja vzemte dol, ja vzemte dol, pej pite, pite, vzemte dol, ja vzemte dol, ja vzemte dol. Je prevč, če je tako, se dobro jemte. Stešnica, ceh bo odpele. Ceh od Celju, 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 ceh od Celju. Ceh je že od Celju. Pej, pa je bilo lepo. Šaldo lepo. Zdaj pa izvolite. Da bo res lepo. Bojo tam v zadnji še kaj pa ne. Peter, aufite. Začnite mi.